webinarju tokrat na temo naložbene priložnosti po pandemiji. Okrevanje gospodarstva po pandemiji prinaša nove izzive. Države in centralne banke so v času pandemije z namenom blaženja gospodarske situacije ukrepale z močnimi monetarnimi in fiskalnimi spodbudami, medtem ko se na drugi strani zaradi zmanjšanja gospodarske aktivnosti marsikatera skladišča prazna in bodo podjetja šele v prihodnjih četrtletjih prilagodila svojo proizvodnjo. Posledično se v posameznih gospodarstvih po dolgem času kažejo povišana inflacijska pričakovanja. Današnji SBC webinar smo pripravili skupaj z generalnim partnerjem Novo Ljubljansko banko. Kako realna je grožnja inflacije in kakšne naložbene možnosti nam prinaša, nam bo razložil in pojasnil gospod Rok Potočnik, upravitelj premoženja pri NLB skladih. Rok Potočnik je magister ekonomskih ved in finančni strokovnjak, ki se na svojem delovnem mestu ukvarja zlasti z analizami finančnih instrumentov in upravljanjem vzajemnih skladov. V prostem času je navdušen športni plezalec ter ljubitelj kolesarjenja in gora. Torej oseba, ki se z adrenalinom srečuje v službi in tudi zasebno, če se malce pošalimo. Na tokratnem SBC webinarju bomo odgovorili na naslednja vprašanja. Kako realna je grožnja inflacije? Kako inflacija vpliva na vrednosti obvezniških in delniških naložb? Kako investirati v primeru rastoče inflacije? In ali so delnice že predrage? SBC webinar bo moderiral Goran Novković, izvršni direktor SBC-ja. Veseli smo, da se je na tokratni webinar prijavilo 30 slušateljev. Spoštovani udeleženci, vaše vprašanja že med predavanjem lahko zastavite v pogovoru, chatu, na koncu webinarja pa lahko zastavite vprašanja tudi tako, da dvignete roko v aplikaciji z gumom Raise your hand. Ko bom predal besedo ob koncu predavanja, prosimo vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje. Na vsa vprašanja bomo odgovorili po predavanju, lahko pa jih v rubriki chat zastaviti tudi že med predavanjem. SBC webinar bomo snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli prezentacijo in video posnetek webinarja ter kontakt našega današnjega predavatelja za morebitna kasnejša vprašanja. Preden pa začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video, obenem pa predajam besedo našemu današnjemu predavatelju. K besedi vabim gospoda Roka Potočnika. Izvolite. Živijo, dobro jutro, dober dan. Še samo naložim prezentacijo. Takole, moment. Evo, se že vidi. V redu, hvala lepa za besedo, gospod Novković. V redu, v tem webinarju sem si zamislil, da bomo v bistvu malo pogledali naložbene priložnosti po pandemiji. V bistvu ta webinar sem si zamislil, če malo pogledamo samo vsebino webinarja, tako da najprej bomo pogledali malo, kaj se je dogajalo na trgih v preteklem letu. Bolj na kratko, zato ker mislim, da imamo že vsi dosti tega koronavirusa. Potem v drugem delu se bom malo osredotočil, kakšno je trenutno stanje, predvsem glede inflacije. Nato pa v bistvu bo sledil bolj osnovni ali pa srednji del predavanja, kjer bom govoril o inflaciji, inflacijskih pričakovanjih. Potem bom navedel kar nekaj argumentov, ki govorijo v prid povišane inflacije, kam investirati v takem primeru. Na drugi strani bom tudi navedel kar nekaj argumentov, zakaj povišane inflacije ne bo, kam investirati, če verjamemo v tak scenarij. V bistvu zaključil bom pa s tem, da bom povedal, kakšno je mnenje, moje mnenje oziroma mnenje NLB skladov. Seveda se bomo pa tudi na koncu mogli malo dotakniti samih vrednotenj na borzah in tveganj, s katerimi se v bistvu soočamo danes ali pa se bomo soočali v prihodnosti. Na koncu bom pa še zaključil z nekim zaključnim nasvetom. Tako da predlagam, da kar začnemo. Če kaj, mislim, da v redu, mislim, da vidite. Ok, kaj se je dogajalo v preteklem letu? To se pravi, COVID kriza, to vsi že poznamo,
in v bistvu, ko so se vsi tržni udeleženci v februarju so ugotovili, da se je COVID razširil po celem svetu, da to ne bo neka navadna mila bolezen in da bodo v bistvu razglašena pandemija, so borze izredno hitro odreagirale. To vidimo tukaj gor v tej tabelci. So v bistvu v roku nekih 5 tednov so borze praktično po celem svetu izgubile približno tretjino svoje vrednosti. To se pravi, praktično nobena, niti panoga, niti država ali pa celina ni ušla hudim upadom. Bile so sicer znatne razlike med posameznimi upadi posameznih panog. Najbolj na udaru so bile logično energetska panoga, to se pravi, kar se tiče nafte. Tudi izjemno pod hudim prodajnim pritiskom so bile delnice finančnih institucij, predvsem bank, zaradi tega, ker takrat se ni vedelo, kako bodo močne pomoči, koliko bo slabih kreditov in tako naprej. V tem obdobju se je tudi dogajalo, da je v bistvu na samem obvezniškem trgu je likvidnost dobesedno izpuhtela. Moji sodelavci, ki upravljajo bolj obvezniške portfelje, so poročali o tem, da je dejansko praktično nemogoče neko podjetniško obveznico prodati za neko tudi pogojno sprejemljivo ceno, se enostavno ni dalo. Lahko rečemo, da so praktično vsi upravitelji, analitiki na svetu so delali isto, to se pravi prodajali. In na nakupni strani je bilo sila malo udeležencev in zato je v bistvu ta likvidnost izpuhtela, tudi zato smo doživeli tako hude padce. V tem obdobju je tudi prišlo do negativne cene nafte, o tem verjetno ste že slišali. To se pravi, povpraševanje po nafti je bilo tako nizko, ponudba pa tako visoka, da tisti, ki je kupil nafto, je dobil zraven še plačano. Enostavno toliko preveč jo je bilo. Zdaj, kaj se je pa zgodilo, kaj je razlog, da je prišlo do tega že skoraj malo previsokega ali pa izjemno visoke rasti cen delnic na svetovnih trgih, to, kar vidimo tukaj desno zgoraj v tej tabelci. V tem obdobju, to se pravi v dobrem letu, so borze v povprečju dobile tam 60 do 70%. Praktično po celem svetu so šle cene delnic izjemno močno gor. In po mojem mnenju se je potrebno vprašati, kaj je temu botrovalo. Tukaj zdaj mislim, da mi lahko se zahvalimo predvsem centralnim bankam in tudi samim vladam, da so ponudili te pomoči gospodarstvu in prebivalstvu. To se pravi, kaj so naredile predvsem centralne banke? Centralne banke so odreagirale izjemno hitro, uporabile so dokaj podobne ukrepe, kot so bili tudi uporabljeni pred dobrim desetletjem v svetovni gospodarski krizi. S to razliko, da so bili ti ukrepi bistveno močnejši in tudi hitrejši kot takrat. Na drugi strani smo pa tudi imeli fiskalno politiko, to se pravi politiko, ki je v domeni parlamentov pa vlad, in tudi na tej strani smo zaznavali bistvene razlike v primerjavi s tisto krizo leta 2009. To se pravi, nobeden ni problematiziral teh visokih proračunskih deficitov. To se pravi, dobesedno vlade in tudi centralne banke so dobesedno tekmovale, skoraj katera bo ponudila večje pomoči podjetjem, prebivalstvu, katera centralna banka bo bolj znižala obrestne mere, katera centralna banka bo odkupila več obveznic, predvsem državnih obveznic, delno pa tudi podjetniških obveznic. Tako da v bistvu vse te pomoči so bile tako visoke in tako močne, da je prišlo do tega neverjetne rasti v zadnjem letu. Seveda pa tudi moramo vedeti, da nobena stvar ni zastonj in imamo v bistvu tudi neke stranske učinke. To se pravi, povišana zadolženost predvsem držav, delno tudi podjetij, in na nek način tudi lahko rečemo, da so zaradi delovanja centralnih bank mogoče razmere na trgu, sama vrednotenja na trgih nekoliko izkrivljena, oziroma so vrednotenja drugačna, kot bi bila, če centralnih bank ne bi bilo. To se pravi,
če se dotaknemo podobnosti pa razlik glede na krizo 2009 oziroma 2008, lahko zdaj zaključimo, da so bili ukrepi bistveno močnejši, bistveno hitrejši. Recimo Evropa je v tisti krizi, po poročanju mojih sodelavcev, jaz takrat še nisem bil na trgu ali pa na trgu dela, so pač takrat Evropa je močno filozofirala, ko bi naredila gor dol, zdaj pa je bilo tega filozofiranja bistveno manj in je bila akcija bistveno hitrejša in bistveno močnejša. Zdaj vse skupaj je tudi seveda rezultiralo v visokem proračunskem deficitu, to vidimo tukaj na grafu desno spodaj, kjer spet prednjačijo Združene države Amerike, vidimo v odstotku BDP-ja, kakšen proračunski deficit so ustvarile Amerike, kakšen proračunski deficit je ustvarila Amerika. Znaten proračunski deficit je tudi ustvarila Evropska unija oziroma evroobmočje, ampak dokaj oziroma precej manjšega kot Amerika. Zdaj, kakšno je trenutno stanje na svetu? Vse te pomoči so jasno rezultirale v bistveno povišanem državnem dolgu. Na nek način je to tudi logično, to se pravi, države po svetu so izdajale obveznice oziroma so izdajale bistveno več državnih obveznic, kot je to navada. In dobršen del teh izdaj obveznic so pokupile centralne banke in v bistvu skrbele za to, da je strošek zadolževanja za države ostal na izjemno nizkih nivojih. Zato tudi vidimo, da v bistvu 10-letna nemška državna obveznica nudi celo negativen donos, kljub povečane zadolženosti. Zdaj, to so par dni stari podatki, včeraj se je to malo spremenilo. 10-letna ameriška obveznica recimo samo 1,5%, in v bistvu vse to pomeni, da države, kljub temu, da se je njihov državni dolg močno zvišal, kot posledica nizkih obrestnih mer, ta dolg ni neki zelo problematičen. Zdaj, kaj se tiče inflacije trenutno po svetu, lahko rečemo, da Evropa ima inflacijo, zadnji podatek je 2%, kar je v bistvu praktično v skladu z željo Evropske in s ciljem Evropske centralne banke. Na drugi strani imamo pa Združene države Amerike, kjer je pa nevarnost inflacije bistveno višja. Zadnji podatek za maj letos je, da je inflacija v primerjavi z majem 2020 znašala kar 5%. In to je v običajnih razmerah že znak za alarm. Tokrat je vseeno malo drugače, tudi razlogov se bom še kasneje dotaknil. Predvsem pa lahko rečemo, da v bistvu ta 5% inflacija se pričakuje, da bo nekoliko tranzitorna, to se pravi, da bo tekom letošnjega leta se znižala. Takšna visoka cifra je pa tudi posledica izjemno, to se pravi, deflacije v maju 2020. To se pravi, takrat je bila bistveno nizka in zato je to lahko bilo letos preseči tisto nizko vrednost iz maja 2020. Zdaj, kar se tiče rasti BDP-ja, znatna razlika med Ameriko in Evropo, to se pravi, kot sem že prej pojasnil, Amerika je bila v primerjavi z Evropo še veliko bolj agresivna glede fiskalnih stimulusov, fiskalnih pomoči, to se pravi, pomoči prebivalstvu, podjetjem so bile neprimerno višje kot v Evropi. In tudi to na nek način rezultira v rasti bruto domačega proizvoda v Ameriki za prvi kvartal letos. Vidimo dobre 6% gospodarska rast, izjemno veliko, medtem ko je Evropa v bistvu celo dosegla rahlo negativno gospodarsko rast. To pomeni v bistvu na kratek rok so nas Američani spet dalo koš, če smemo temu tako reči. Zdaj, kar se tiče brezposelnosti, brezposelnost je nižja od nekega povprečja zadnjih 10 let, je pa še zmeraj višja, kot je bila pred to COVID krizo. To se pravi, Amerika ima brezposelnost rahlo pod 6%, Evropa, ki ima pa v bistvu tudi tradicionalno višjo brezposelnost, zaradi te naše v bistvu bolj socialne države, ima pa brezposelnost dobrih 7%. Suma sumarum pa lahko rečemo, da se tudi napovedi za bližnjo prihodnost relativno dobre, upoštevaje
da tveganja še zmeraj obstajajo. Zdaj, kakšno je stanje v Sloveniji? V Sloveniji je stanje primerjalno gledano na Evropo relativno dobro. Inflacija je zadnji podatek 2,1%, to se pravi nekoliko više, kot smo navajeni, ampak nič dramatičnega. Brezposelnost je nizka, to se pravi nižja od Evropske unije, dobrih 5%. In za razliko od Evropske unije smo tudi dosegli kar lepo rast BDP-ja v prvem kvartalu. Zdaj, da je tudi ta naš državni dolg, seveda je bil povišan nekako v skladu z praktično celotnemu razvitemu svetu, ampak se lahko zahvalimo Evropski centralni banki in tudi temu, da imamo evro, da je v bistvu donosnost slovenske državne obveznice nizka, to se pravi tam okoli nule. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu slovenska država, ki izda obveznice, trenutno praktično po ničelni obrestni meri, to se pravi dolg, ukolikor taka obrestna mera tudi vnaprej ostane, dolg ni problem. Zdaj, če smo malo brali medije, verjamem, da smo jih, se ogromno piše o inflaciji, ne? In mogoče so tudi noter v medijih neki namigi ali pa če beremo neke forume, recimo, da inflacija ni realna, ne? Če pogledamo recimo stroške hrane, če gremo recimo v restauracijo tule v Ljubljani, vidimo, da mogoče so cene zrasle več kot 2%, da ne govorimo niti o nepremičninah, ne? Tako da po našem mnenju inflacija je realna, ne bi zdaj tukaj iskal nekih teorij zarot, določene stvari so se podražile, določene stvari so se pocenile, tako da mogoče imamo ljudje tako tendenco, da bolj vidimo, kako bi temu rekel, podražitve dobrin v primerjavi s tem, da tiste, ki so se pocenile, pa niti ne vidimo. Zdaj, je pa tudi ta specifika merjenja evropske in s tem tudi v bistvu slovenske inflacije, da je strošek nepremičnin oziroma strošek najemnin, ki je del izračuna inflacije, relativno nizek. To se pravi, na nek način so mogoče inflacija iz vidika nepremičnin ali pa z najemnin zastopana v inflacijskem indeksu nekoliko manj, kot bi bilo to mogoče ustrezno. Ok, zdaj najprej pogledamo, kaj inflacija približno sploh je in kako v bistvu vpliva na naložbene razrede. To se pravi, ciljna inflacija centralnih bank razvitega, to se pravi zahodnega sveta, kamor spada tudi Slovenija, je približno 2%. Malo se razlikuje med posameznimi državami, Avstralija mislim, da ima 2 do 3, ampak v splošnem, da razumemo zgodbo, rečemo, da je ciljna inflacija okoli 2%. Zdaj, vprašamo se, od kje pa izhaja nek inflacijski šok, od kje izhaja recimo previsoka inflacija, ne? Mi moramo vedeti, da na inflacijo vpliva ogromno dejavnikov, ki jih je vnaprej, jih lahko samo ocenimo, ne moramo pa z zagotovostjo trditi, kakšni bodo. To zato tudi v bistvu realizirana inflacija je zelo pogost ali pa običajno ni točno taka, kot je ciljna. In v bistvu previsoka inflacija recimo izhaja iz večjih dejavnikov ali pa kombinacije večjih dejavnikov. Ena je v bistvu posledica previsokega povpraševanja. To je v bistvu zdaj vidimo, ko izhajamo iz te COVID krize, vidimo, da je povpraševanje in po potovanjih in po nekih turističnih dogodkih višje in v bistvu recimo tudi po polprevodnikih v proizvodnji in to v bistvu tudi zviša ceno samih storitev in izdelkov. Na drugi strani tudi v bistvu previsoka inflacija, lahko tudi posledica prenizke ponudbe. Recimo tukaj lahko damo za primer nafto. Nafta se je v zadnjem obdobju močno podražila, ker je ponudba enostavno ni sledila povpraševanju. To se pravi, ponudba recimo tekom te covidne krize je ogromno kar nekih teh ameriških vrtin šlo v zaprtje in jih ni moč odpreti tako hitro, kot je zrasla ponudba. To se pravi, prenizka ponudba vodi v to, da v bistvu podjetja ali pa ljudje lovijo omejeno količino dobrin in so za te dobrine pripravljeni plačati zmeraj več. Zdaj, ena izmed možnosti previsoke inflacije je tudi enostavno, da se ekonomija pregoreva. To se pravi, previsoka ekonomska rast rezultira v nizki brezposelnosti, visoki rasti plač in to pomeni, da podjetja
zavohajo, če smem temu tako reči, povišane prihodke ljudi in zvišajo cene svojih storitev in izdelkov. Zdaj, vprašamo se, kako inflacija oziroma previsoka inflacija vpliva na naložbene razrede. Najbolj jasna slika je glede depozita gotovine, načeloma slabo. Če imamo mi denar v gotovini, pa pride do inflacije, vemo, da je to slabo. Enako lahko tudi trdimo za obveznice. Za obveznice je nek inflacijski šok izrazito slab. Običajno se izkaže, da je zlato nek dober zaščitnik pred inflacijo. Vseeno se pa moramo zavedati, da sama vrednost zlata na svetu, recimo, ki je bil kadarkoli izkopan, je približno 1/10 tega, kar je vrednost vseh delnic na svetu. To se pravi, da za svoj portfelj, če hočemo imeti nek uravnotežen portfelj, moramo paziti, da ne bo zdaj zlato, predstavljalo polovice našega portfelja. Zdaj, kar se pa tiče previsoke inflacije in vpliva na delnice, je pa zadeva nekoliko bolj kompleksna. Na kratek rok je načeloma to slabo, ampak to se pravi, previsoka inflacija na kratek rok načeloma za delnice slaba. Zakaj? Ne samo zaradi inflacije kot take, ampak zaradi tega, ker nek inflacijski šok povzroči, da centralne banke reagirajo in dvignejo obrestno mero. To pa pomeni višji strošek zadolževanja za podjetja, posledično nižji profit in nižjo ceno delnic. To tudi vidimo v bistvu na tej slikci oziroma grafu desno zgoraj. Vidimo, da v roku enega leta, ko imamo visoko inflacijo, nek inflacijski šok, so obveznice negativno donosne, medtem ko v bistvu na 30-letnem obdobju, ko imamo visoko inflacijo, so v bistvu delnice povsem normalno donosne. To se pravi, na nek daljši rok se podjetja prilagodijo na višjo inflacijo, zvišajo cene svojih storitev, svojih izdelkov, tako da v bistvu na nek način za svoje inpute v proizvodnji plačajo več, ampak tudi podražijo končno svojo proizvodnjo in v bistvu na nek način ohranijo svojo maržo. Zdaj, kakšna so inflacijska pričakovanja? Inflacijska pričakovanja so povišana, sploh za Združene države Amerike, ampak ne pa tako alarmantna, kot mogoče kdaj lahko preberemo v medijih. Zdaj, če najprej pogledamo Slovenijo pa Evropo, vidimo institucionalne napovedi, to se pravi Evropska komisija, Mednarodni denarni sklad in tako naprej. Vidimo, da za letos, za prihodnje 2 leti je inflacija daleč od kakršnihkoli alarmantnih številk. Medtem ko v bistvu za Ameriko je pa malo drugače, zdaj se v bistvu pričakuje nekoliko povišana inflacija, tam med 2 in 3% za bližnjo prihodnost. Zdaj za tale podatek od ameriške centralne banke je včeraj zvečer prišel povišana napoved iz 2,4%, ker so imeli prejšnjo napoved na 3,4% za predvidevajo letošnjo inflacijo. To se pravi, lahko rečemo, da tveganje previsoke inflacije obstaja predvsem v Ameriki, za najnižjo tveganje previsoke inflacije imata pa Evropa in seveda tradicionalno tudi Japonska. To se pravi, tukaj gor vidite napovedi institucij, tukaj spod dol pa v bistvu vidimo zanimive napovedi, kakšne napovedi ima trg. S trgom zdaj tukaj mislim banke, investicijske banke in po celem svetu. In v bistvu ta zgornja temnomodra črta kaže, kakšna je trenutna napoved trga za ameriško inflacijo čez 10 let. In tukaj vidimo, da je v bistvu v roku zadnjih nekaj let je najvišja napoved, ampak kljub vsemu za čez 10 let se pričakuje v Ameriki, da bo letna inflacija tam okoli 2,5%. To se pravi, zelo daleč stran od neke hiperinflacije. Medtem ko trg za Evropsko unijo pričakuje čez 10 let inflacijo tam okoli 1,5%. Kljub vsemu trend je navzgor v zadnjem letu, ampak daleč stran od nekih hiperinflacijskih pričakovanj. Zdaj v tem drugem delu prezentacije si bomo malo pogledali, kateri so argumenti, zakaj bi do povišane inflacije lahko prišlo in
kam vlagati v takmu primeru. Zdaj čist naraven, logičen, zdravo kmečko-razumski razlog, zakaj bi do inflacije lahko prišlo, enostavno ta ekspanzivna monetarna in fiskalna politika. To se pravi, v zadnjem letu se dejansko denar tiska, lahko skoraj nekako karakteriziran kot brez repa pa glave, mogoče je šla zgodba celo malo predaleč in tudi tukaj vidimo, koliko se je v bistvu količina denarja v obtoku zvišala. In to je v bistvu čisto logično bi bilo, da to tudi rezultira v nekih inflacijskih pričakovanjih. Zdaj, nov razlog, zakaj bi tudi do povišene inflacije lahko prišlo, je enostavno okrevanje gospodarstva po covidu. To se pravi, ljudje smo željni potovanj, željni, da gremo v restauracije in tako naprej. Zdaj, en razlog, recimo tretji razlog, zakaj bi do povišene inflacije, ne vem, v naslednjih roku 5-10 let prišlo, pa se o tem relativno malo govori, po mojem mnenju tudi lahko zelena tranzicija. Zakaj? Mi moramo vedeti, da če bomo vse avte dali na elektriko, v bistvu, da bomo šli s to zeleno tranzicijo naprej, bodo potrebne ogromne investicije. In te investicije ne bodo zastonj, spet bodo prišle verjetno iz naslova višjega zadolževanja in to se pravi, nove investicije bodo zagnale gospodarstvo še dodatno in lahko tudi povzročijo neko inflacijski šok. Ena zanimiva teza je tudi to, da v bistvu glavni odločevalci na svetu, to se pravi glavni menedžerji, glavni zaposleni, ne vem, na teh institucijah, ki sem jih prej omenil, tipa Evropskih centralnih bank, je to, da je previsoka inflacija enostavno dokončno stvar preteklosti. To se pravi, zadnji ljudje, ki so recimo v Ameriki doživeli to neko inflacijo 10-15%, ki je močno problematična, so v bistvu močno v penziji ali pa so že tudi pokojni. To se pravi, zadnjo tako obdobje je bil v 70 letih, od takrat pa inflacija ni problematična. In v bistvu iz tega tudi ta izhaja teza, da inflacije nikoli več ne bo, kar je lahko nevarno, ker vodi v bistvu v neusklajene fiskalne politike, to se pravi preveč trošenja, kar lahko na dolgi rok tudi rezultira v inflaciji. Zdaj, inflacija definitivno tudi lahko izhaja iz nekega kratkoročnega šoka na strani povpraševanja, to se pravi, če zdaj gremo kar naenkrat vsi na letalo, se bodo cene letalskih vozovnic podražile. Ena izmed naslednjih tez je tudi vprašanje, v bistvu, ali je monetarna politika še neodvisna. V zahodnem svetu bi monetarna politika v teoriji mogla biti povsem neodvisna od nekih pritiskov politikov in če se spomnimo pritiskov Trumpa na ameriško centralno banko pred volitvami, ne zniža obrestne mere, se tukaj pojavlja vprašanje, ali je monetarna politika še vedno povsem neodvisna. To bomo še videli. To se pravi, recimo za Evropo je tudi ena taka zanimiva teza, zakaj bi lahko v bistvu Evropska centralna banka pustila preveč nizke obrestne mere preveč dolg cajta in s tem pregrela gospodarstvo, v tem, da je v bistvu Evropa pred desetletjem prehitro začela dvigati obrestne mere in je v bistvu s tem tudi povzročila krizo z dvojnim dnom. To pomeni, da je ta kriza 2011-2012, ki smo jo imeli, in da je v bistvu zdaj ima Evropska centralna banka nek strah, da bi ponovila to napako izpred desetletja. Zdaj, na nek način imajo tudi vlade v bistvu mogoče neko željo, da bi ves ta povišan dolg razvrednotili skozi povišano inflacijo, podoben, kot smo recimo doživeli v Jugoslaviji. Na nek način ena zanimiva taka teza, ki pa tudi v bistvu govori mogoče v prid povišane inflacije, je pa ta upočasnitev globalizacije. Če mi pogledamo ta graf desno spodaj, vidimo, da v preteklih desetletjih, z izjemo zadnjega, je v bistvu svetovna trgovina v smislu izvoz v odstotku BDP-ja konstantno naraščala. To se pravi, globalizacija se je višala, v zadnjem obdobju pa vidimo, da je v bistvu ta odstotek kar stagnira. To se pravi, če mi rečemo, da bo evropska ali pa tudi ameriška podjetja, da bojo potegnila proizvodnjo iz jugovzhodne Azije v Evropo ali pa v bližnji Evropi, to lahko tudi povzroči nek šok na strošek proizvodnje in tudi inflacijo. Zdaj, kam vlagati, če inflacija bo? Glede na podlagi preteklih
preteklih dogajanj lahko sklepamo, da bo zelo dobra donosnost delnic družb, ki se ukvarjajo z materiali in surovinami. To so raznorazni rudniki, ki kopljejo, ne vem, železovo rudo, nikelj, naftna podjetja, če hočete. To se pravi vse, kar je na nek način povezan s surovinami. Ponavadi se dobro izkaže tudi zlato v takem okolju, ampak kot sem že rekel, zlato naj v portfelju ne bi predstavljali previsokega deleža. Na splošno se tudi izkaže, da finančni sektor dobro deluje v takem okolju, to se pravi predvsem banke, ki na eni strani posojajo dolgoročno po relativno visokih obrestnih merah, za depozite pa kljub vsemu plačujejo nizko obrestno mero in se te v bistvu škarje med stroškom depozitov za banke in profitom, ki izhaja iz kreditiranja, se razprejo in je v bistvu ta neto profitna marža bank visoka. Zdaj, kar se tiče povišene inflacije in obveznic, v takem okolju se je dobro obveznicam čim bolj izogibati, načeloma dosegajo slabo ali pa celo negativno donosnost, z izjemo obveznic, ki so v bistvu vezane na inflacijo, ki so v bistvu bolj so popularne v Ameriki, ampak so relativno manjši naložbeni razred od teh običajnih obveznic, ki jih poznamo. Suma sumarum lahko rečemo, da v obdobju neke povišene inflacije se izkaže, da so dobre naložbe tako imenovane value naložbe. To se pravi, to so neka podjetja, ki so že ustaljena, so relativno poceni, imajo visoke dividende običajno, to se pravi, to so neke panoge tipa, kot so tudi že gor omenjene, neke banke, telekomi, surovinska podjetja. Na drugi strani pa predvsem se pa v takem okolju ponavadi zelo slabo odrežejo tako imenovane growth naložbe. Največji predstavnik growth naložb so pa tehnološke delnice in sicer med growth naložbe v bistvu spadajo naložbe, ki so trenutno glede na dobiček zelo drage. To se pravi naložbe, za katere se pričakuje, da bojo glavnino dobička ustvarile, ne vem, čez 10-20 let in na to naprej. In v bistvu, če mi vse te dobičke, za katere se predvideva, da bodo nekoč v prihodnosti diskontiramo z neko povišeno inflacijo, je to danes veliko manj vreden. In zato v bistvu te delnice običajno v nekem inflacijskem šoku upadajo. Poleg tega tudi, kot sem že omenil, obveznice se načeloma slabo izkažejo, pa seveda tudi logično depoziti. Zdaj pa v bistvu si pogledamo še argumente, zakaj inflacije naj ne bi bilo. Ja, ne vem, zakaj se je tale graf malo grdo naredil, se opravičujem, ampak nič ne de. Okay. Gremo na argumente, zakaj naj povišene inflacije ne bi bilo. Po mojem mnenju prvi in verjetno tudi glavni argument, zakaj do višje inflacije ne bi bilo, leži v tehnološkem napredku. To se pravi, po mojem mnenju nimamo nobenega argumenta, da bi verjeli, da se rast ali pa zmožnost tehnološkega napredka ne bo nadaljevala. To se pravi, tehnologija se bo še naprej izboljševala in to bo rezultiralo enostavno v nižjih stroških proizvodnje, storitev in tudi pač blaga, kar bo enostavno tudi rezultiralo v nižji končni ceni tega produkta. Zdaj, verjamemo, tudi verjetno vi to opažate v svojih lastnih podjetjih, da konkurenca med podjetji je huda, zmeraj hujša in seveda to tudi vpliva na to, da podjetja konkurirajo drugim podjetjem s čim nižjo ceno, ne? Kar naravno rezultira v nižji inflaciji oziroma drži inflacijo dol. Zdaj, nek tak zanimiv argument, ki se mogoče o njemu tudi malo manj govorim, ali pa bi tudi lahko bil v prid temu, da inflacije ne bo, je pač razslojevanje družbe. Mi vemo, da če se bo razslojevanje družbe nadaljevalo, to se pravi, da bodo bogati dobili zmeraj večji delež ali rečemo profitov, plače, kakorkoli, bogati načeloma relativno manj zapravijo kot revni in bo v bistvu več varčujejo in to je v bistvu definitivno tudi deflacijsko. Zdaj, ena izmed tez, zakaj tudi inflacije naj ne bi bilo, je pa recimo staranje družbe. Ta teza je meni osebno zelo pri srcu, ker v bistvu povzroči to, da recimo jaz se zavedam, da bo slovenska pokojnina moja čez 35 let
moja bo slaba in bom zaradi tega tudi danes zvišal varčevanje in posledično znižal svoje trošenje, zato da si bom lahko privoščil neko normalno življenje v starosti. Na drugi strani pa tudi v bistvu delež ljudi v penzionu se konstantno povečuje, predvsem v Evropi, pa tudi po celem svetu, in tudi v bistvu raziskave kažejo, da ljudje v penziji trošijo relativno manj kot ljudje v delovni dobi, kot smo recimo mi tukaj. To se pravi, to je tudi deflacijsko. Ena izmed tez je tudi to, da v bistvu ljudje enostavno povišamo varčevanje, ki imamo na nek način, sploh na zahodu lahko rečemo, da nekateri imamo že vsega dosti. Enostavno potrebe osnovne so zadovoljene in to je to. Zdaj, ena izmed zanimivih tez, ki se tudi relativno malo govori, o tem, da v bistvu ves ta novo natiskan denar, ki je bil natiskan v zadnjem letu ali pa tudi v zadnjih 10 letih, sploh ne zapusti finančnega sistema. To se pravi, to pa vidimo v bistvu tukaj na tem grafu, ki ne vem, zakaj se je tako grdo naredil zdaj, da v bistvu glavni point je, da količina denarja v obtoku raste, ob tem pa tudi, kako hitro se ta denar giblje oziroma kroži po ekonomiji, vidimo, da v bistvu ta hitrost kroženja denarja po ekonomiji močno pada. To se pravi, na nek način denar ne kroži, kljub temu, da ga je veliko, je mnogo tega denarja samo parkiranega znotraj finančnega sistema in se nič ne zgodi. To se pravi, čisto se lahko predstavljamo, da bi zdaj, ne vem, slovenska vlada dala vsakemu izmed nas 1000 evrov, mi bi vsi to samo parkirali na depozit, s tem nič ne naredili. V bistvu lahko rečemo, da denar je bil natiskan, z njemu se pa ni zgodil nič, in če samo tam na banki leži, ni nobenega razloga, da bi prišlo sploh do neke inflacije. Zdaj, tudi recimo v Ameriki se je izkazalo, da je v bistvu ameriška vlada dajala dobesedno denar svojim prebivalcem, se je izkazalo, da so v bistvu prebivalci niso zvišali potrošnje, ampak so ta povišan denar enostavno dali za ali odplačilo dolgov ali pa za varčevanje. To se pravi, niso ga zapravili za neke dobrine, za neke storitve, ki bi na koncu tudi lahko rezultirale v neki inflaciji. Zdaj, tudi zakaj tudi do povišene inflacije lahko ne bi prišlo, je to, da enostavno plače ne rastejo dosti. Recimo pred krizo koronavirusa je Amerika imela najnižjo brezposelnost v zadnjih, 50-60 letih, ob tem, da v bistvu njihove plače nekaj baš niso niti posebno rasle. Da ne govorimo o tem, da lahko tudi pride do novega seva, novega koronavirusa, ki bi spet, vodil do zaprtja gospodarstva, do znižanja trošenja in lahko vso v bistvu teorijo o neki povišani inflaciji postavil na glavo. Zdaj, eden izmed argumentov, zakaj je tudi v bistvu v zadnjih tudi recimo 20 letih relativno nizka inflacija, je tudi to, da so v bistvu sindikati so šibki, oziroma lahko rečemo, da je kapital relativno močnejši od delavstva in v bistvu ne prihaja do njega pritiska na plače, kar bi pol tudi vodil v bistvu povišeno inflacijo skozi povišeno trošenje. V zadnjih mesecih se poleg tega tudi dogaja, da je v bistvu Kitajska kot en glavni generator svetovne gospodarske rasti, Kitajska v bistvu niža kreditiranje. To se pravi, dobesedno kitajska partija daje ukaze svojim bankam, naj znižajo kreditiranje in na nek način to tudi pomeni, da se bo to verjetno tudi prelilo v Evropo z nekim časovnim zamikom. To se pravi, kitajska podjetja znajo z tega vidika imeti pa tudi manj naročil in tako naprej. Ena izmed zanimivih tez tudi, zakaj inflacije pa ne bi bilo, se pa pač, če pogledamo Japonsko. Japonska ima že 30 let recimo praktično ničelne obrestne mere, izjemno visok dolg državni, to se pravi, tudi njihova centralna banka neprestano tudi kupuje ne samo obveznice, ampak tudi dobesedno delnice japonskih podjetij, pa se ne zgodi nič. Nasprotno, oni imajo že 30 let prenizko inflacijo, navkljub temu, da delajo v bistvu točno to, kar dela zdaj Evropa zadnjih par let. To se pravi, tiskajo denar na polno in se v bistvu 30 letih ni na Japonskem zgodil nič. Zdaj, kaj investirati, če inflacija, če bo normalna ali pa če bo nizka, če bo taka, kot se v bistvu zdaj pričakuje. Načeloma v takmu situaciji je v bistvu situacija recimo diametralno nasprotna kot tisti prej. To se pravi, v taki situaciji se predvideva, da bodo dobro delale tako imenovane growth naložbe,
kamor spadajo te najbolj popularne tudi tehnološke delnice, kot so tukaj gor navedene, to se pravi tipa Facebook, Apple, Google in tako naprej. Obveznice načeloma so takemu okolju tudi relativno dobro znajdejo in mogoče za nekoliko bolj previdne investitorje tudi depozit bo v takem okolju relativno boljši kot v nekem inflacijskem. Zdaj, slabše pa takemu okolju neke normalne inflacije odrežejo neke finančne delnice, to se pravi delnice bank, ki pač še zaračunavajo, ne zmorejo zaračunavati visokih obrestnih mer na svoje kredite in na splošno tako imenovane value delnice, to se pravi, to so te delnice, ki so bolj poceni, telekomi, delnice materialov, energetike in tako naprej. Načeloma tudi zlato v takemu okolju ni izjemno donosno. Zdaj, kakšno je mnenje NLB skladov? Pa tudi moje osebno mnenje. Naše mnenje je v bistvu to, da naše mnenje se v bistvu precej sklada z mnenjem trga. Mi vidimo povišano inflacijo kot začasen pojav, ki bi naj izvenel, ne vem, naslednjem pol leta ali pa naslednjemu letu. Na nek srednji rok pa pričakujemo neko povprečno stopnjo inflacije. Mislim, da se glede tega, katera država ima višje tveganje pri visoke inflacije, mislim, da je načeloma cel finančni svet se strinja, da inflacija je bistveno večje tveganje v Združenih državah Amerike, medtem ko za Evropo pa bomo še videli. Zelo pogost ali pa popularni je ta izraz japonifikacija Evrope. To se pravi, da bo v bistvu Evropa šla po neki te poti Japonske, to se pravi staranje prebivalstva, nič posebnega se ne dogaja, gospodarska rast je zelo nizka, inflacija je zelo nizka, enostavno Evropa ostaja in postaja stara celina. Ta teza je meni osebno kar precej blizu. Tudi če vidimo vse te neki tehnološki premiki, se na žalost ne dogajajo v Evropi. To se pravi, Evropa na nek način stagnira, tako glede razvoja, glede gospodarske rasti in tudi posledično tudi glede inflacije, če hočete. Tako da zdaj, če pride v naslednjem letu, dveh, ne vem, do inflacije 3%, 3,5%, to ne bo neka katastrofa ne za trge, ne za neko realno ekonomijo. Verjetno bi bilo pa katastrofa, če bi prišlo do neke inflacije tipa nad 5%. Zdaj, v ekonomiji je zelo nehvaležno izključiti tak scenarij, vsem pa upamo, pa verjamemo, da je tveganje take visoke inflacije, to se pravi nad 5%, izjemno nizko. Na tej točki pa v bistvu tudi moram povedati, da inflacija je v bistvu samo eden izmed mnogih dejavnikov, ki vplivajo na dogajanje na borzi in tudi na realno ekonomijo. To bi mogoče že na začetku povedati. In mogoče tudi to pa neka iztočnica za nek naslednji webinar, da se tudi dotaknemo nekih drugih dejavnikov, ki tako ali pa mogoče še bolj ali pa nekoliko manj vplivajo na dogajanje na borzi. Inflacija, ne smemo mi zdaj izmed vseh, ne vem, lahko rečemo skoraj neskončno faktorjev, ki vplivajo na borzo, ne smemo se osredotočiti samo na inflacijo. Moramo tudi pogledati druge. Imamo v bistvu davčne spremembe, to smo zdaj videli na primeru multinacionalk, pa imamo regulacijo, spet imamo tukaj zdaj primer regulacije Facebooka, Google in tako naprej. Pa imamo zunanje šoke, recimo COVID, pa imamo recimo geopolitiko, ne vemo, moramo pogledati, ko se bo dogajal, ne vem, odnos Zahod-Kitajska, Kitajska-Hongkong, pa imamo recimo povišeno zadolženost, moramo pogledati, neka sistemska tveganja, ki so noter. V končni fazi imamo tudi psihologijo tržnih udeležencev v smislu previsok pohlep, prenizk pohlep. Na končni fazi pa tudi izjemno pomembno, da spremljamo, ne vem, nove tehnologije, blockchain, če hočete. In verjetno ena izmed najbolj pomembnih je pa tudi enostavno vrednotenje naložb. To se pravi, če pogledamo malo, kar se tiče vrednotenj, smo v bistvu si bolj kot neenotni, tako znotraj NLB skladov, kot tudi nek finančni svet na splošno po svetu, je to, da so obveznice so izjemno drage. To se pravi, neka dobro stoječa evropsko podjetje z visoko bonitetno oceno lahko izda obveznice za 5 let z ničelno obrestno mero. To se pravi, obveznice nudijo izjemno nizek donos in kaže se, da ga bo tudi v prihodnosti. O vrednosti nepremičnin tudi ni za izgubljati besede, to vsi vemo, izjemno drage.
depoziti nudijo ničelni donos, to se pravi, ni vreden izgubljati besed, po domač povedan. In zelo blizu mi je v bistvu ta izraz ali pa kratica TINA, to se pravi, there is no alternative, in dejansko se izkaže, da je v bistvu večina teh osnovnih naložbenih razredov je toliko dragih, da na nek način ni neke druge realne alternative kot delnice. Delnice so absolutno gledano, to se pravi, če jih ne primerjamo z drugimi naložbenimi razredi, so relativno drage. To tudi tukaj gor vidimo po tem najbolj popularnem kazalniku price to earnings, ki v bistvu meri, kakšna je, koliko mi moramo plačati za delnice v primerjavi s tem, koliko dobička nam delnice ponudijo, so relativno draga glede na zgodovino. Ampak, če pa mi delnice primerjamo z nekimi konkurenčnimi naložbenimi kategorijami, recimo na primeru NLB skladov, ali pa na primeru NLB-ja, recimo nek komercialist v NLB-ju kamor pride stranka, se vpraša, a damo zdaj mi te naši stranki v depozit, ali damo obveznice, ali damo v delnice, ali naredimo neko kombinacijo tega, ne. To se pravi, moramo tudi pogledati, kakšna je vrednotenja delnic v primerjavi z obveznicami, ne. In če sprejmemo tezo, da so obveznice izjemno drage, potem ugotovimo, da delnice niti niso pretirano drage. Na to pa pogledamo na tem grafu spodaj, da če vidimo, da če bi v bistvu podjetja izplačala v svoj dobiček v obliki dividend, in če to zmanjšamo za donosnost, recimo nemške državne obveznice, vidimo, da v bistvu evropske delnice nosijo na letni ravni 6% višji donos, ameriške pa 4%, in da tudi zgodovinsko gledano so ta vrednotenja nekako normalna, lahko rečemo. Zdaj, moramo se pa tudi seveda osredotočiti na tveganja. Zdaj, po mojem mnenju so tveganja rahlo nadpovprečna. To se pravi, vrednotenja praktično vseh naložbenih kategorij so nadpovprečna. In zaradi vseh teh ukrepov centralnih bank pa parlamentov lahko vidimo neke zametke napihovanja balonov. Sicer zdaj na srečo zaenkrat nič ne kaže, da bi bilo to sistemsko, ampak so v bistvu bolj v nekih, kako bi temu rekel, na nekih obrobnih trgih se verjetno že lahko rečemo, da se napihujejo baloni, recimo Tesla, fundamentalno je delnica sicer že več let v balonu, pol vidimo tudi kriptotrg, lahko rečemo, določene tehnološke delnice so verjetno v balonu, imamo določene tehnološke delnice, ki so vredne 50-100 milijard, pa praktično nimajo prihodkov, da ne izgubljamo niti besed o tem, kdaj bodo naredile sploh prvi dobiček. Pa tudi vidimo ta ameriški Reddit forum, če ste kaj spremljali, so se tam v bistvu neki mali vlagatelji spravili in so začeli v bistvu dobesedno manipulirati neke manjše, manj likvidne delnice. Tako da tveganja definitivno obstajajo, tveganje tudi seveda morebiten izbruh inflacije na nek daljši časovni rok, govorimo o roku leta 2. Seveda tudi v bistvu tudi predstavljajo delovanje centralnih bank neko tveganje. Če se centralne banke danes nepričakovano umaknejo s trga, to nikakor ne bo v redu, če pa sem se zelo lepo izrazil, ne. Na drugi strani tudi seveda novi sev koronavirusa lahko vse skupaj spremeni iz danes na jutri. Da ne govorimo o geopolitičnih napetostih, ki so zmeraj prisotne, glede Rusije, glede Kitajske, Hongkonga, nikoli ne vemo, zadolženost je povišana, tako da tveganja definitivno so, še zmeraj pa po mojem mnenju prostor za rast in ne bi zdaj v bistvu zapuščal trga. Zdaj, zaključni nasvet, verjetno pričakujete kakšne neke revolucionarne nasvete, ampak na žalost neke kristalne krogle nimamo, negotovnost je verjetno tudi v vaših podjetjih relativno visoka, tako tudi na trgih, zato v bistvu bi jaz svetoval neko razpršitev premoženja po svetu in po panogah in da se v bistvu probamo se izogibati nekim vročim zgodbam ali pa vsaj prevelike izpostavljenosti do njih, ne pričakujmo čudežev, ne, zdaj nekih 100% donosov na let, to je nerealno, ne, to je treba zavedati se in da je v bistvu naš neki sroven scenarij je, da relativno optimistični smo glede ekonomije za bližnjo prihodnost in tudi glede inflacije. Tako da, če pa upoštevamo neko nadpovprečno donosnost borz v zadnjih, 10 letih od svetovne gospodarske krize, pa zna biti, da se bomo v prihodnjem desetletju mogli načeloma sprijazniti z neko podpovprečno
donosnostjo. Zdaj, težko je govoriti o nekih številkah, jaz verjamem, da bomo leta 2030 se tudi pogovarjali, da je bilo preteklo leto, da so delnice dale pozitiven, realen donos. Vprašanje pa, če lahko pričakujemo, ne vem, nekih 10% na letni ravni, ker je bila v bistvu to norma, sploh za ameriške delnice v zadnjih 10 letih. Tako da jaz bi rekel, razpršitev premoženja, postopnost, pa ne pričakovati čudežev in to je to. Imeti oči na pecljih, biti previden in to je to. Tako da načeloma za prezentacijo je konec. Jaz vam želim vso srečo na vaši poslovni poti, tudi prihodnost Slovenije je precej odvisna od podjetnikov, tako da upam, da boste dobro delali, pa končno pa tudi mi, Tako da, če imate pa kakšno vprašanje, pa z veseljem odgovorim, ali zdaj ali pa kasneje. Rok, najlepša hvala za to izčrpno prezentacijo, zlasti tudi na zelo sistematično, kaj če se zgodi visoka inflacija, kaj če se ne zgodi. Tako da smo, mislim, da vsi dobili zelo lep vpogled. Vabim zdaj vse udeležence, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, da ga zapiše ali v chat ali dvigne roko. Raise your hand. Je mogoče kakšno vprašanje že? Če ni, meni se je nabralo nekaj vprašanj, pa bi mogoče začel z mojimi. Prvo vprašanje, v zadnjem času je veliko govora o cenovnem šoku pri surovinah. Koliko lahko ta moment vpliva na inflacijo? Mislim, da lahko, do določene mere sigurno. Zdaj pa spet glavno vprašanje, ali bodo v bistvu podjetja znižala marže, to se pravi, da bodo ta podjetja, ki kupujejo te surovine, ali bodo zvišale cene svojih proizvodov, ali bodo enostavno zmanjšale svojo maržo. Jaz mislim, da bo pot nekje vmes, vidimo pa tudi, da v bistvu te surovine že precej padajo. Recimo, mislim, da je bil glih včeraj informacija s Kitajske, če sem jo prav na hitro preletel, Kitajska ima v bistvu neke državne zaloge železove rude in takih surovin za hude čase in v bistvu zdaj kitajska partija bo te surovine vrgla, po domač povedano, na trg, to se pravi, in bo v bistvu tudi s tem znižali cene surovin. Tako da mislim, da je bil glih včeraj en članek, ne vem, če ni bil na Financah, da je tudi recimo že cena lesa upadla za polovico, tako da zna biti, da se bo to tudi v bistvu skozi čas nekoliko, da se bo tudi ta šok nekoliko umiril, no. Tako bi jaz rekel. Je pa tudi drugače, zelo pomembno, zelo dobro vprašanje in jaz bi rekel, da je neka srednja pot. Nekaj se je sigurno poznalo na inflaciji, nekaj pa mogoče tudi v nižji dobičkonosnosti teh podjetij, ki te surovine kupujejo, no. Eden od analitikov, če se ne motim, pa vprašam, če imate vi tudi tako oceno, je, da je običajno pri cenovnih šokih pri surovinah končen efekt na končnih izdelkih kakšnih 5 do 10% v cenah in ne več. Ali to drži, ali je kot povprečje, ali to mogoče je malo premalo? Bom čisto iskren povedal, da toliko natančnega podatka nimam, ker tudi v bistvu ta sklad naravnih virov, ko v bistvu prav to vlaga en moj kolega, v bistvu upravlja, to je lahko v bistvu bolj vprašanje za njega. Ampak tako da težko zdaj natančno to odgovorim, no. Bomo videli, koliko so dejansko tudi kupci v končni fazi pripravljeni plačati za določene izdelke, Če bodo podjetja ugotovila, da enostavno ne morejo zvišati svojih izdelkov za 10%, ker enostavno zmanjša se povpraševanje strani kupcev, bodo tudi podjetja verjetno znižala končno ceno tega izdelka. Laično bi domneval, da med surovinami se pomen nafte še vedno vztraja, ampak da je manjše kot pred 10-20 leti. Ali to drži? Absolutno. Absolutno to drži. Nafta je izgubljala pomen in zdaj je odvisen spet od zelene tranzicije, ali ga bo zelo močno izgubljala, ali pa bo stagnacija šla naprej. Tako da zdaj tudi vidimo te največje naftne družbe, recimo ExxonMobil v Ameriki in podobni, tudi na nek način lahko rečemo, da malo postajajo kot neka oskrba z energijo, kupujejo razne, to se pravi, vetrne elektrarne, sončne elektrarne in se tudi širijo v bistvu v ta segment zelene energije. Tako da definitivno bo pomen nafte, mislim, da upadal v gospodarstvu. Tudi če pogledamo, ne vem, kakšna je recimo utež energetskega sektorja
v posameznemu indeksu, recimo S&P 500 je izjemno nizka in je v zadnjih letih močno upadla in jaz mislim, da ta trend se bo tudi nadaljeval. No. Omenil si pri inflaciji posebno zgodbo v Združenih državah Amerike, da je ta najbolj alarmantna, 5-odstotna, maj, mislim, da si primerjal. Ampak meni se je postavljeno drugo vprašanje, glede na to, da si omenil tudi, da so Američani, ko so dobili podporo države, ta denar namenili za druge zadeve, ne za trošenje, ali je možno, da je ta 5-odstotna inflacija v trenutku, ko je covidna epidemija padla v ZDA zaradi cepljenosti in tako naprej, pravzaprav zapoznel efekt trošenja tega denarja, ki so ga ljudje v kriznih časih raje imeli na strani? Absolutno je možen. Tudi zato majska inflacija je bila 5%, kljub temu, da je ameriška centralna banka včeraj dvignila inflacijska pričakovanja za 2021, jih ni dvignila na 5 ali pa 5% pa pol, ampak na 3,4%. Tako da očitno tudi ameriška centralna banka sklepa, da se bodo te številke v prihodnjih mesecih zmanjšale. Tako da definitivno bi ta številka 5% bila posledica tega trošenja. Delno je pa tudi posledica recimo zanimivega efekta, mislim, da 0,5 točke od teh, to se pravi 0,5% od teh 5% izhaja, mislim, da iz rasti cene rabljenih avtomobilov v Ameriki. Ker je pa v bistvu spet zanimiva situacija, da v bistvu na trgu toliko manjka polprevodnikov, da svetovni proizvajalci avtomobilov nižajo trenutno proizvodnjo novih avtomobilov, to se pravi novih avtomobilov na trgu manjka, ljudje kupujejo bolj rabljene avtomobile in so te šli toliko gor, da je v bistvu to povzročilo kar 0,5% višjo inflacijo. Tak nek specifičen enkraten efekt, ne? Zanimiv končna faza. Ne? Imamo prvo vprašanje naših udeležencev. Gospod Andrej Zeha sprašuje, v kakšnem času se predvideva, da se bo cena železa in posledično izdelkov iz železa znižala v Evropski uniji? To pa težko natančno povem. No? To pa bom pa čisto iskreno povedal, da to lahko postavimo ta vprašanje mojemu kolegu, lahko dam tudi kontakt, ko v bistvu upravlja naravne vire. Tako da ne bi si upodati tega odgovora. No. Lahko pa recimo rečem, da je en moj kolega, ki dela v bistvu v industriji kot nabavnik, je rekel, da prihaja tudi do tega, da zdaj oni enostavno bodo pač tudi zmanjšali proizvodnjo, če bo šla cena surovin še bolj gora. Ne. Tako da je postalo že toliko drago, da se jim bolj splača ustaviti proizvodnjo, kot da bi kupovali po teh vrednotenih. Tako da, če bo do tega prišlo, bo tudi morebiti cena železove rude in ostalih surovin tudi upadla. Ne. Da so že pri psihologiji, prej smo omenili Ameriko, koliko pa same informacije in recimo tudi bojazni pred inflacijo lahko sproža inflacijo samo, se pravi psihološki vidik na inflacijo. Vemo, da v preteklosti smo imeli izkušnje sicer iz drugega sistema, da je inflacija skočila gor deloma tudi zaradi pregrevanja gospodarstva tam v letu 2007-2008, ampak mislim, da je tudi v Sloveniji v nekem obdobju 5% mesec na mesec, ampak dejansko se v zadnjih letih tudi v Sloveniji ni zgodilo, da bi ta psihološki vidik bil močan, ampak zdaj smo v specifični situaciji. Ali menite, da bi v bistvu lahko prišlo tudi do psihološkega vpliva na višanje inflacije? Možno je, ali pa mogoče vidimo to, da bi bilo lahko to enkratno. Dejansko, če bodo ljudje verjeli, da bojo avtomobili čez en let dražji 10%, bojo hitro danes kupili in bo v bistvu na nek tak kratek rok nek inflacijski šok. No. Tako da definitivno bi tudi z tega vidika lahko prišlo do neke povišene inflacije. No. Tako da na nek srednji rok pa vseeno upamo, pa verjamemo, da bo v bistvu se najdel nek ravnotežje. No. Ok, jaz vabim še naše slušatelje za vprašanja, še nekaj smo dobili, samo trenutek. Vprašanje gospoda Gorana iz Lageje. V prid zmanjšanja inflacijskih pritiskov so tudi odločitve velikih ekonomij, da zmanjšajo rezerve v dolarjih, obračajo se v evro in zlato. Kitajska in Rusija že danes cirka 25% medsebojne menjave obračunavata v nacionalni valuti. Zanima me, ali to povečano povpraševanje po evrih lahko dvigne obrestne mere? To bo pa kar težko. Ja.
vseeno mislim, da to bo bolj izhajalo iz realne ekonomije, kot samo iz povpraševanja po valuti. Tudi po mojem imajo te večje podjetja bolj kot ne verjetno pohedženo te valutna nihanja, tako da jaz bi bolj rekel, da bo obrestne mere bolj se bodo spremenile iz vidika pač to se pravi enostavno gospodarstva. No. Tako da glede dolarja pa moj osnoven scenarij je, da ali nam je to všeč ali ne, bo verjetno še zmeraj ostal prva svetovna valuta še kar nekaj časa. Upoštevaje to našo evropsko politiko, pa raznolikost, pa relativno neučinkovitost, vseeno nažalost dvomim, da bo evro v nekih prihodnjih 10-20 letih postal glavna svetovna valuta. Da kitajskemu juanu niti ne izgubljam besed, tisto pa po mojem, da kljub vsemu bo dolar ostal glaven. Pa, a je to dobro ali ne, se pa lahko pogovarjamo. Tako da Evropa, nažalost sem jaz osebno relativno pesimističen za Evropo, sploh če primerjam z ostalimi regijami. Ne. Še eno vprašanje glede tveganj. Zadnja velika kriza 2007, oziroma 2008, 2012, oziroma v nekaterih državah 2010, imeli ste dvojno dno v Evropi. Razvite države, najbolj razvite države, recimo Avstrija, tako naprej, niso imele dvojnega dna, kako se spomnim, imeli smo specifične države dvojno dno. Ampak bolj me zanima to, takrat je počel en balon in potem so začeli pokati drugi baloni. Tudi tukaj ste danes omenili nekaj balonov. Kaj pa če počka še balon? Pa se zgodi domino efekt. Koliko je možnosti po vašem mnenju za kaj takšnega? Jaz tudi z tega vidika mislim, da so nadpovprečna tveganja, ker je moč centralnih bank ratala toliko velika, da po mojem mnenju kar nekaj podjetij ali pa v končni fazi tudi vlagateljev, mojih kolegov po svetu, si reče, ne bom priden, se bom preveč zadolžil, bom preveč tvegal, samo centralne banke, ki bojo na koncu situacijo rešile. Tako da je po mojem z tega vidika je precejšnje tveganje, da se enostavno centralne banke na neki točki umaknejo, kako bi rekel, kot bi heroinskemu odvisniku vzel metadon, in tam pa zna biti problema. Ne. Zdaj, kar se tiče teh balonov, ki sem jih omenil, kljub vsemu verjamem, da ni to sistemski, so to neke bolj obrobne zgodbe. Ne. Zdaj, če tam, ne vem, če verjetno spremljate, recimo ta GameStop, ki so v bistvu eno ali pa dve podjetji so napihnili višave, to so še zmeraj tako majhne firme, majhni zneski, da tudi če to poč, se ne bo praktično nič zgodilo. Ne. Zdaj, da bi pa prišlo do, še zmeraj verjamem, da ni nekega sistemskega balona, tako da največje tveganje jaz ga vidim, da bi se centralne banke prehitro ali pa nespretno umaknile s trga, je pa spet vprašanje, ali se sploh še kdaj bojo. Tukaj pa ne upam dati končnega odgovora, ampak bo kar težko. Ne. Če bi zdaj danes Evropska centralna banka rekla, zdaj bom pa jaz nehala kupovati obveznice, ko bi se zgodilo z donosnostjo italijanske obveznice, grške, mislim, da se tega scenarija rajš niti ne predstavljamo, po domač povedano. Ne. Ja, ampak hkrati se pa dolg držav povečuje, ne? Seveda zaradi specifične razmere, ampak vendarle že pred krizo je bilo vprašanje, kdaj bomo vrnili dolgove, zdaj pa še bolj, ne? Evo, še za konec, vaše objektivno ali pa subjektivno mnenje, ali bo dovolj samo inflacija ali ne, da odplačamo dolgove? Po mojem jih nikoli ne bomo odplačali. Načeloma se tako delajo tudi podjetja, države, ki pride do zapadlosti obveznice, izdajo novo obveznico, s katero poplačajo staro. Tako da dokler vsi subjekti verjamejo, da bo dolg odplačan in dokler je obrestna mera na dolg toliko nizka, dolg sam po sebi ni noben problem, kot tudi vidimo na Japonskem. To se pravi, Japonska ima daleč največji dolg na svetu, krepko večji od Grčije ali pa recimo Italije, pa ni nikakršnega problema. Tako da, če se bo zgodil ta neki japonski scenarij, mislim, da ne vem, na Japonskem je postal dolg samo številka sama po sebi, brez nekega posebnega pomena. Čeprav če bi ta dolg postal, ne vem, v nek kontekst, neka afriška država bi bila katastrofa, ker imamo pa Japonsko, pa neko razvito državo, pa dolg sam po sebi niti ni problem. Tako da jaz to pretirano ne bi problematiziral.
seveda pa zna priti do problema, če bi, ne vem, prišlo v Italiji do nekih teženj, da bi šla Italija ven iz Evropske unije. To je pa poj velik problem, ne, recimo. Tako da, če se bo enotnost Evropske unije pa, če bo Evropska centralna banka v končni fazi dobesedno posredno jamčila za dolgove Grčije, Italije, ne vidim problema. Če bi pa do tukaj prišlo do nekih političnih odločitev čudnih, pa se pa lahko zgodi tisto, kar smo videli v Grčiji pred, ne vem, koliko 5-10 leti, ki je bila dobesedno odrezana država od nekih kapitalskih trgov. Super, hvala za vse odgovore, bi mogoče še kaj dodal? Jaz niti ne, no, tako jaz bi rekel, da tveganja definitivno so, ampak lahko rečem, da jaz osebno varčujem zase v delniških skladih, tako da vsak mesec dajem, ne odkrivam pretirano neke tople vode, sem delal tudi izračune malo zase, sem ugotovil, da se ne splača čakati na neke upade, tako da jaz dajem vsak mesec isti znesek. To je to. To je to. Pa, ne vem, vlagati v svoje znanje, v svoje zdravje, v svoje znanje in tako naprej, ne. Delati pošteno, v skladu z neko etiko in to je to, ne. Super, najlepša hvala za vse današnje nasvete, mnenja, informacije. Hvala seveda tudi vsem našim udeležencem za pozornost. Prišli smo do konca današnjega 39. SBC webinarja. Še enkrat samo kratka informacija, prezentacijo in video posnetek današnjega webinarja vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili tudi z vašimi sodelavci. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem predavatelju, gospodu Roku Potočniku, po webinarju. Kontakt vam posredujemo danes tekom dneva. Verjamem, da se kmalu spet vidimo na naslednjih SBC webinarjih. V vseh aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali. Danes samo najava prihajajočega webinarja. Po teh praznikih na pol počitniških okoli 25. junija bomo 6. julija skupaj z Slovenian Global Business Networkom imeli drugi skupni webinar. Kot vemo, smo ga odprli z gospodom Vladimirjem Dobošem, Slovencem iz Belgije, pred kratkim. No, tokrat bo gost Marino Furlan, član SBC-ja iz Intralightinga. Pridružili se nam bodo seveda številni Slovenci ali pa poslovneži slovenskih korenin iz sveta. Tako da vabljeni vsi tudi 6.7. na naš drugi webinar, kjer predstavljamo močne, nadpovprečno uspešne podjetnike slovenskega rodu iz domovine in iz diaspore. Najlepša hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno. Srečno, adijo.